Glejte, da bi šel pa tukaj naprej, pa nimam jajc. Tole je noro. Super. Evo, jaz se matram. Tik pred vrhom najvišje gore v Bosni in Hercegovini. Tukaj sem pa jaz smotan na tem svetu, ni pa nobeden. Poglejte, na kakšen lep kraj sem prišel, ampak pridem s prazno baterijo, polne malo baterijo na powerbanku, zdaj mi pa še telefon pokaže, da se je pregrel in ne morem tole nič poslikati, posneti. Glejte pa, kako je lepo. Glejte, celo riskiral sem se, pa sem v vodo šel in sem se zelo prijetno, je prav prijetna. Sicer morda bi kdo kaj upal, da tle ne smem hoditi, ampak glejte, kako lep kraj. Tamle sem papuče pustil. Glejte, čudovito, sicer treba po vod hoditi, ne gre drugače, ampak glejte, lepo. Zdaj zunaj strani so brvi, tam ni sonce na pravi strani in pol ne moreš to dobro posneti. Glejte, drugače pa tole, super tole. Tole glih ena punca fanta slika, pa je čist zakrita, kar pomeni, da moram mečken paziti glede snemanja. Se bom pa tle še enkrat vrnil, ker mu poln telefon pa hladen, da bom lahko to normalno poslikal, pa lepe slike naredil. Glavnem popolnoma neodgovorno. Mislim trapasto z moje strani, da sem to naredil. Drugače se pa tole nahaja v Jajcu. Tole so mlinčki na reki Plivi. Zanimivo, sem bil že večkrat tukaj, ampak nikoli pa polet. Tako da lep pozdrav iz Jajca. Evo, tle so še moje šlape in gremo. Tole je noro. Jaz sem čist navdušen. Poglejte zdaj. Tu sem drugač na reki Plivi v Jajcu. Glejte, kako je tle super. Da vidimo, če gre gor. Večkrat se je ustavilo. Super, super, to je noro. Poglejte, kaj je tukaj hudo. To je jez na reki Plivi. Mislite, bo šlo tukaj, ali bom pol. Je zelo strmo. Ja, pa kar gre. Glejte, kaj je lepo. Noro, pa koliko je ljudi. To ne moreš verjeti. Zdaj pa probam goriti. Aj, pliva, aj. Tole je najina soba na Ramskem jezeru. Kakor vidite, lepo urejena, čista, novo vse skupaj. Tukaj v okviru tega hotela imajo tudi restauracijo, tako da imamo tudi zajtrk zraven, pa tudi za jesti je tukaj dober, pa čist ob jezeru se nahaja. Je pa res, da imamo skupno kopalnico, delivajo še z eno sobo. Čeprav sem bukiral drugač, ampak tako je šef dal, pa ne bova zdaj komplicirala. Drugač pa, glejte, super, pa lokacija je super, pa še to je super, ker je restauracija spodaj. Evo, jaz se matram.
sem na poti na tretjo najvišjo goro v Bosni in Hercegovini. Zdaj mislim, da je tretja, če ni četrta. To sem na planini Čvrstnica. Tale vrh, ki ga pa tukaj vidite, je pa tudi tle gor. Vidite, mal nekaj enodajnik je. To se pa Pločne imenuje. In tole sem se odločil, da grem gor. Hvala Bogu, da sem jaz tak človek, da ne preštudiram dobro prej stvari. Ker šele tamle pred kratkem mi je moj sopotnik Boštjan povedal, da je 20 km v eno stran. Pa to ni bilo jasno, kako je bilo 20 km v eno stran. Dajte, zanimivo to, da je še sneg. In hvala Bogu, da je, ker mi je zmanjkovalo vode. In sem si pol tamle steklenico napolnil s snegom. Pa še vodo, kar sem imel, je bila čist sparjena. Pa je bila pa lepo ledeno, hladna. In je tako pasala, da sem zdaj čist drug. Prispel sem na 2228 metrov visoko goro, ki se imenuje Pločno. Razgled čudovit. Je pa zadeva kar velik zahode, 20 km v eno stran. No, ko sem pa tle gor prišel, sem pa razočarano ugotovil, da celo do gor vodi cesta. Ampak verjetno tale cesta ni za moj avto. Drugače pa tale dolina dol je čudovita. Tam z une strani vidite tamle cesto. Sva prišla iz Ramskega jezera. Meni so to čudoviti kraji. Kdo bi mislil, da grem v hribe, ker si bom ubil merelke. Ampak ne grem. Plezat grem po temle jezu. To je zapuščen jez v Idbarju. To so ga enkrat naredili, pa so ugotovili, da ni dosti dober. In zato so zdaj tudi kar luknjo naredili za cesto. Glejte, jaz grem pa tukaj gor plezat. Treba biti malo previden. Grem čist do gor. Poleg, da mu obleku merelke, glejte, imam še tole za na glavo, da mu GoPro, tako da vse posnamem. Tako da bo ratal en dober posnetek. Evo, jaz bom zdaj pa šel tukaj gor. Tle na začetku so vse tole stran pobrali, da ne bi ljudje mogli gor prideti, ampak jaz bom najdel način. Tale GoPro imam tudi, da dam na glavo, tako da zdaj bom to dal kar na glavo in da snemam in da gremo. Mislite, bo ratalo ali ne bo? Važno je tlele, da še tega le zagrabam. Evo, zdaj, ko sem se pa tega zagrabil, pa mislim, da je stran rešena. No, je pa malo pa moraš biti pazljiv. Evo me, jaz sem gor. Zanimivo. Wow. Wow. Glejte to. Noro. Glejte to višino. Glejte. Zdaj, če bom biti iskren z vam, mečkam pa me je strah tlele hoditi. Glejte, je le visok. Glejte. Se ne vem, kaj bi se lahko naredilo, ampak en tak čuden občutek, pa nimam straha do višine. No, glejte, da bom šel pa tukaj naprej, pa nimam jajc. Oziroma, če bilo zastavo, bi šel, tako pa ne grem. Je pa le to valovito, ne, glejte, to je valovito, če vidite. Tako, tle se pa hitro kaj narediš.
Se grem pa lejte po telih balkončkih sprehoditi. To mora biti tudi ful hudo. No, sej kar ustanite na vezi, pa grem jaz še po teh, gremo po tem balkončku se sprehoditi. Ta jez drugač nikoli ni bil v funkciji, ker je bil menda preslabo narejen in niso nikoli odzad vodo zapolnili. Lejte, je pa kar precej visok tole. Lejte, tamle je moj avto, pa moj sopotnik Boštjan, komaj vidite in avto in mojega sopotnika. Tako da glih pas tukaj ne bi bilo dober. Lejte, tukaj je ena preklada, se moram čist skloniti, da pridem čez. Evo, pa tukaj moram tudi bolj sklonjen iti, zato ker se zid nagiba in nočem, če bi hotel čist po konc, ne, bi mogel iti bolj ob kraj. Pa lejte, nimam glih te vole, da bi jaz tukaj ful ob kraj hodil, ker je res visok. Nahajam se v etno vasici Raj v raju. To se nahaja v bližini mesta Konjic, v eni soteski, kjer teče reka Ibdar. Vidite, drugače lahko tudi takole najameš tole hiško in imaš tik pred sabo bazen, kjer se lahko kopaš. Tukaj imaš ležalnike. Ta etno vasica je zelo zanimiva, tako da se bom jaz prehodil čez njo, malo pokomentiral, tako da predlagam, da ostaneš do konca z mano, pa vidiš vse to. Če imaš pa kakšno vprašanje, ga pa tudi kar v komentarju zastav in bom z veseljem odgovoril. Ta vsaka taka vasica etno ima neko zgodbo, tudi ta jo ima. Ne, lejte, ulice so poimenovane po nekih znanih ljudeh. Tak je mu nadimek Pimpeka, to je, mislim, da je bil pevc od Indeksu, ker je mu toliko žensk in so mu pol rekli Pimpek, kakor jaz vem. Vidite, tole je tudi hiša, katera se notu dajejo sobe, pa tale tudi. Sicer moram reči, da je ta etno vas zdaj čist prazna. Žal, ne vem zakaj. Mogoče previsoke cene. Jaz sem prišel sem kot obiskovalc. Lejte, tukaj še ena hiška gor. Ne, lejte, zelo lepo, lično. Lejte, tudi tle. No, tole ulico, če pogledamo, ulica akademika Abdullaha Sidrana, ta je režiseral Bitko na Neretvi, pa delal je z Emirjem Kusturica, je pa žal bil menda tudi na Golem otoku, če se prav spomnim, ne mi to vzeti za 100%. Tamle imate vrt Borisa in Dine Dvornika, tukaj ulica Miodraga Petroviča Čakalije. On je bil filmski igralec, znan jugoslovanski. Glejte, tamle gor hiške lesene. Tukaj vidite en tak mini, tukaj verjetno dajo mizo, pa lahko kaj poješ. Tukaj teče reka, odzad je bom pol malo bolj pokazal. Tole, kar vidite, tole je gostilna. Tukaj spet ena hiška, ki jo lahko najamete. Vidite, urejeno vse zelo lepo. Ki imajo WC-je, moški, ženski. Tukaj en vrt gor. Tukaj je en vrt, ki je super. Tlele imajo zapor tudi, ampak so glih eni tukaj, pa ne morem posneti. Ko se bom nazaj sprehodil, vam bom pokazal. Glejte, takole zmeraj uredijo vse detalje, neko vodo spele, tukaj tudi gor neka restauracija. Sicer kapacitete imajo ogromne, žal pa ni nič ljudi. Vidite, tukaj teče
reka. Ne vem, a se imenuje Ibdar ali ne. Glavno, tle je en kraj Ibdar, pa sem mislil se mogoče tako. Tako, je to zanimivo narejeno. Lejte, kako je ta terasa lepa tukaj. Tukaj so tudi midva sedela. Glavno, če ne drugač, pridite tukaj pogledat, saj kot obiskovalc. Jaz sem tukaj že 3-krat bil, tudi ljudi s sabo jemljem, pa moram reči, da si mi je kar všeč. Zdaj pa vidim, da tisti zapor se še zmeraj slika, tako da vam ga ne bom pokazal. Sicer sem to že posnel, lahko vidite v kakšnem mojem drugem videu. Če vam je bil tale video všeč, všečkajte, napišite kakšen komentar in se naročite na moj YouTube kanal. Tole, ki vidite, je most iz bitke na Neretvi. Ga obnavljajo pametno, ker zaradi njega pride v Jablanico večinoma turistov. Tukaj, ki sem jaz zdaj gor, lejte, je kar visoko, tako da je treba paziti. Tukaj je ta vlakec. Zdaj tukaj to obnavljajo, tako da je do dol zaprto vse skupaj. Lejte, visoko. To je zdaj tale lokomotiva, ki jo imajo. Tamle, lejte, pa v daljavi pa prenavljajo pa drug del mostu, oziroma restaurirajo, ali kako bi se temu reklo, ki je bil včasih v vodi, in ga je tudi že malo voda obrnila, pa tako naprej. Evo, vidite, tle vse naredijo, da ljudje ne bi taki, ki jaz, čez hodili, ampak take stvari ponavadi ne pomagajo. Saj mene to ne ustavi, se pa še prej kdo kaj poškoduje, ki mu ovire nastavljajo. Razumem pa tudi njih, da ne morajo to kar tako pustiti. Evo, lejte, enega Martinčka. Vidimo, če bo nas pogruntal. Lejte, se kar nič ne boji. Zdaj je šel. No, tamle je tisti most, mislim tisti most, ki ga obnavljajo. Evo, to je nov most. Evo, tole pa ta lokomotiva. Milijonkrat napisano, da se ne sme iti. Res, če padeš, si gotov. Ampak, bom rekel, nič bolj nevarno, ko greš na kakšen mangart, oziroma bistveno manj nevarno, kot pa če greš na mangart. No, tukaj je pa muzej, katerega si tudi jaz sem že 20-krat ugledal. Danes se ga ne bom, se ga bo pa moj sopotnik. Je zanimivo za pogledati, pa mečken zadevo tudi podprete, tako da jaz zmeraj grem. Lep pozdrav iz Jablanice. Prispela sva na novo lokacijo v kraj Tjentište. To je nacionalni park Sutjeska. Gore vse okoli in okoli. Meni narava zelo lepa. Tukaj imava pa nastanitev. Tukaj je bilo malo težje dobiti nastanitev, ker ni ravno velik kapacitet. Tako da to je bila kar edina zadeva, ki je bila na voljo na Bookingu. Bila je tudi zelo ugodna, 20 evrov na noč, ampak gledajte, tale postelja je prav super, tako da se nič ne pritožujem. Tole je kopalnica WC, gledajte, ni nekaj moderno, je pa čisto in nič ne fali. No, tukaj je pa kuhna, pa v bistvu še ena postelja. Zdaj, da bi kuhal, mi v Bosni na misel ne pride, zato ker imajo toliko dobro za jesti, pa toliko pocen. Je pa fino, da je apartma, zato ker imaš hladilnik. Tako da, lejte, 2 dni sva tukajle, jaz komaj čakam, da začnem raziskovati to Sutjesko, ker bo super. Tako da, lejte, tole za ta denar je super, tako da jaz se nič ne pritožujem. Tole, kar vidite na video posnetku, so peščene piramide,
ki se nahajajo 20 km od mesta Foča v Bosni in Hercegovini. Zdaj obstaja tudi neka bližnjica, kjer ne bi bilo 70 km, ampak je najbrž zelo slaba cesta, tako da tam ne priporočam iti. Je pa tole zelo zanimivo, kaj je narava naredila. Vidite, tamle v zadju vidite še en razgledni stolp. S tem sicer ne bom posnel, ker je ravno proti soncu, pa se bo malo slabše videlo. Vam bom pa tukaj le probal tole čim bolj nadzorno pokazati, da boste videli, kako izgleda. Takele stvari naj bi se nahajale samo še na par krajih na svetu. V Srbiji, Đavolja Varoš, pa v Koloradu v ZDA, pa nekje v Dolomitih. Tako da meni je tole zelo zanimivo za videti. Lepo je. Pa tudi je neke vrste fenomen. Zdaj le tole boste videli. Tukaj dol mora biti človek kar malo pazljiv, da ne bi predaleč šel. In glejte, takole je okoli in okoli je čisto odsekano, tamle, kakor sem rekel, razgledna točka. So tudi tukaj zelo lepo uredili. Drugače do sem pripelje makadamska cesta, tako da na to morate biti pripravljen. Drugače pa tole zagotovo vredno ogleda, nobene vstopnine, nobene parkirnine, tako da res super, no. Tukaj se pa ponovadi ljudje slikajo. Sem glih prej eno žensko opazoval, se je tukaj vmes usedla. In fant oziroma mož jo je pa slikal. Tole je slab od Teša, oziroma trenutno je slab brez vode. So sem ostanki slapu. Seveda, ko bo prvi dež padel, bo tukaj spet voda dol tekla. Ampak, glejte, slab je lahko tudi zanimiv, ki je presušen. Zato sem se odločil, da ga grem pogledat, pa mogoče, da splezam čim višji gor po slapu. Mogoče pridem celo do vrha, mogoče samo 2 metra, ne vem, bomo videli. Poglejte video do konca, pa boste videli, do kje sem prišel. Evo, tako, kot sem predvideval, zanimivo, lejte. Tu so teska, lejte, vse zeleno, no meni so take stvari zanimive. Žal sem pozabil v avtu, oziroma ne, da sem pozabil, sploh nisem pomislil, da bi se sabo vzel tole za na glavo, da si dam GoPro, pa da snemam. Tako da, zdaj bo to bistveno težje mi plezati, pa bom mogel malo improvizirati, tako da kje bom kamero odložil. Mečkam bolj zakompliciran del. Tle mislim jaz, da bom mogel nekam kamerco odložiti. Te bom probal tjale gor, če bo šlo. Ne bo šlo, kele tudi ne bo šlo. Evo, zdaj bo pa šlo. Zdaj pa sploh ne bo problema. Tako da ja. Kaj me edino skrbi? Kako bom dol prišel? To je kar zakomplicirano, ampak
se bo najdel rešitev. Mogla bi se, no. Zraven še neki dober oprimek. Aha. Gremo še malo okoli pogledati. Ja. Lahko bi rekel, da sem pol dol. Ni šlo. Ni šlo. Ni šlo. Mogoče me je pa tole opozorilo, da ne bo šlo. Nisem ne zaprijeti. Še tleka pa se, jaz sem pa kamero dal, ne? Ne bom še odnehal. Ujebem ti. Kaj pravite, naj probam? Pridem se na raj ugate, sleko pa bi tu šlo. Teli hlaček pa res ne gre. Hlači so pa res živo sranje. Ne gre, vse se ruši. Vse se ruši. Le prijel. Tam kaj nimam. Nimam preprosto in mali. Evo, ste videli? Ste videli, kako sem na hitro rešitev najdel? Prej ni šlo. Pa samo malo sem hlače gor potegnil, pa je šlo. Ampak res moram povedati, imam res strah, kako bom dol prišel. Glejte, lepo. In tudi tlele bi gor šlo. Jaz sem se odločil, da se gremo kopati v tole jezero. Glejte, kako je lepo. Zdaj sej kopati se ni problem, ampak nimam kopalk s seboj, tako da moram nahiti v jezero. Tamle ne, 50 metrov stran so ljudje, pa sej kaj novega, drugačnega ne bojo videli. Je pa voda prijetna. Glejte pa, kako je to lepo. To je Orlovačko jezero na Zelengori. Tamle je boljša plaža, sam tamle se ne morem iti nakopati, tako da sem šel pa tlele, lejte, bom pa zaplavil, tako da ostanite z mano. Boste videli, tlele je cel kup enega zelenja noter, so me pa že ribe začele grist. To je tista naravna depilacija, za katero ženske ful plačujete. Evo, da ne boste to plačevali, ker sem prite. Ne, skočimo noter, glej tole. Čudovito. Tukaj na Sutjeski, čisto slučajno, sem naletel na en zapuščen objekt in ker me zapuščeni objekti zanimajo, sem si rekel, ga grem pogledat.
Tako da, dajmo ga malo skupaj raziskati. Jaz ga nisem si še nič ogledal, tako da zdaj grem prvič noter. Sem pa tam videl eno staro tablo, planinski dom. Tako da zdaj ne vem, a bi to res lahko bil planinski dom. Tudi, kakor kaže, ni bil nikoli dokončan, ker drugače bi bil malo drugačen, no. Je pa to sigurno bilo zastavljeno pred vojno v 90-ih in ne vem, po mojem ni bil nikoli končan, ker bi malo sledi ustale, pa ometov ni, pa tako naprej, tako da lejte, tukaj bi bil en velik roštilj, sigurno je to, sej tudi, lejte, so, a ne, sem mislil, da so malo koril, drugače pa vidite, nobenih ometov, nič, tako da jaz mislim, da to še ni bilo v funkciji, je pa tudi, bom rekel, moderne oblike, tako da so to dobro zastavili, samo niso speljali. Verjetno jih je vojna prehitela. Zdaj gremo še po stopnicah gor. No, so pa to drugače čudoviti kraji. In tle, če kakšen investitor, ki bi tole kupil, mogoče na prodaj, pa da narediš na nov tak objekt, bi moglo laufati. Evo, smo čist na vrhu, stegolo pokrito. Glejte, to bi bil lep objekt. Glejte, tamle od zadaj planine. Drugač tukaj na Sutjeski Zelen gori. Mislim, to je čudovito. Res čudovito. Evo, vidite, tudi na to stran hribi in res lepi hribi. Kje ste lepotci mali? Kuža? Kužak? Kje si lepotec? Ja, kako ste lepi? Je tale tamal, je pa najbolj luškan. Kje si ti lepotec? Ja, kaj je, kuža? Kaj je? Lepotec moj. Čakaj, lepotec, boš kamera, približ kamere si lepotec. Ja, kuža moj, kužko. Glej, kako si lep v kameri. Ne v kamero. Ja, moj, kuža. Kako si lep. Ja. Kako si pa ti ta čaran? Čaranc? Kako si ti ta čaran? Kuža? Kje si pa ti? Kuža? Lepotiča. Ja. Ko ti me boš pa kar grizel. Ti me boš pa kar grizel, ta čaran, Ta bi me pa kar ugriznil. Ja, ne. Tik pred vrhom najvišje gore v Bosni in Hercegovini. Razgledi čudoviti. Mal piha. Drugače pa kar zahtevna, zahtevna. Evo, Boštjan prihaja na najvišji vrh Bosne in Hercegovine. Še mal pa bo gor. Kaj boš povedal, Boštjan? Usan sem rad, Majke. Ni reči uopšte, pravi Bosanec. Kako je šlo gor? Po pravic povem. Prvič ko naplezo, kot da zahvala gre Tomaže, da sem strah premagal, torej še en strah v življenju, mečkam premagan. Što pa je, se da pridati, ker je volja, je tudi. Je res kar strma, tako da vsaka počas, da je prišel. No, zdaj imamo pa dol, imamo pa lažji, gremo pa po teli strani. Vidite, kako je tukaj lepo, se že veselim. Edino, ne boste verjeli, lačen sem.
Bi mogel kakšen burek s seboj vzeti, no zdaj gremo tukaj tamle dol, pa potem do jezera tamle dol, pa potem po dolini dol vse do avta, tako da fantastično tole. Tole, kar vidite, je Trnovačko jezero, jaz imam pa še ful do dol se za spustiti, pa lejte, od kje sem prišel, to je neverjetno. Zdaj gremo pa dol, boste videli, kako hiter sem jaz v svojih merelkah, pa seveda v moji dobri fizični pripravljenosti. Zdaj tole na glavo dal, boste videli, kaj je to brzina za dol. Evo, takole pa padeš, ke pretiravaš, ampak nič hudega. Ljudje, poglejte tole, saj ne more človek verjeti, da je res ali ni. Naj vam predstavim en zelo lep apartma na Jahorini, kjer je tudi cena zelo ugodna. To je apartma z 2 spalnicama. Gremo najprej pogledati prvo. Glejte, takole izgleda francoska postelja za 2 osebe. Rekel, relativno velika dnevna soba in jedilnica je tudi verjeten tole. Kuhinja. Potem pa gremo pogledati še drugo spalnico. Je v bistvu identična prvi, francoska postelja za 2 osebe. Se pravi, ta apartma je za 4 ali 5 oseb. No, tole je pa še WC, kopalnica. Tudi lepo lično, bom rekel moderno. Tako da jaz sem prepričan, da sem tukaj imel zelo dober. Tudi cena je ugodna. Tako da tole sem prepričan, da se splača najeti in da se boste dobro imeli. Po 2 letih sem spet na zapuščeni bob stezi, olimpijski bob stezi, ki se nahaja nad Sarajevom, natančneje na gori Trebevič. Vsakič je malo več grafitov, pa tudi neke male spremembe so. V glavnem, jaz se grem tukaj zmeraj rad sprehoditi, ker je zanimivo. No, pa tukaj imam tudi sopotnika Boštjana, ki to še ni videl in sem bil prepričan, lejte, z biciklom se ljudje vozijo. Takole sem se jaz pred 4 leti, 5, in sem tudi dober video posnetek posnel. Bom dal link v opis tega video posnetka, pa si pogledajte, kako sem se z biciklom tle spustil. Vam povem, da je noro. Bicikl mi je drugače posodila ena znanka Spal, Marjana, tako da Marjana, če tole gledaš, hvala, ker si mi bicikl posodila. In to je letelo tako. Je bilo prav užitek. Bi pa rad šel še enkrat s svojim biciklom, ker je majčkeno boljši, pa bolj sem ga navajen. In je pol, mislim, bolj bi se upal spustiti. Pa tega, ker sem si ga sposodil, pač dober bicikl, ampak ni toliko močan, tako da sem kar čutil, ker se je vse skupaj malo krivilo, tako da bi res rabil moj bicikl, ker sem ga navajen, in bi tole letelo za znort in luštno bi bilo. Jaz uživam takih stvareh. Je pa to čisto vsak let, ko pridem, je veliko več ljudi, kot jih je bilo. In tako je tudi letos. Ponedeljek je, pa je ful ljudi, pa še koronavirus je, tako da skoraj ne morem verjeti, od kje je toliko ljudi. Tako da je mogel enkrat to jeti, ker ni sezone, pa da ni nobenega
da se spustiš brez problema dol in da veš, da ni nobenega na stezi. No, lejte, tole je pa najbolj, tak bi rekel, znan del. Lejte, vidite, tukaj se je včasih prišlo z avtom. Zdaj so pa tamle kilometer, dober kilometer višji, so to zaprli in se to zdaj ne da več prideti. Je pa škoda, ker po tej cesti, če greš gor, prideš na ene lepe razgledne točke. Tako da je škoda, ker so zaprli, no. Sicer samo znak je, drugače pa to je ta najbolj zanimiv del. Tako da tole, če boste v Bosni, če boste v Sarajevu, se zagotovo splača iti pogledat. No, pogledajte si pa tudi video posnetek, ker sem se s kolesom tukaj spustil. Je kar zanimiv, no, čeprav je 5 let star. Kogar sem rekel, bom dal link v opisu tega video posnetka. Lep pozdrav iz Jahorine, moje ime je Tomaž Gorec.